Potem, ko je šolska ministrica Simona Kustec sredi avgusta razveselila vse slovenske starše z novico, da šole s 1. septembrom spet odpirajo svoje vrata, se je to tudi zgodilo. Smo sredi septembra in vse šole v Sloveniji so odprte. Po zadnjih podatkih imajo tako karanteno že na 13 osnovnih šolah po Sloveniji. V karanteni je trenutno okoli 150 učencev. Ob tem sta v karanteni 2 razreda gimnazijcev, po eden v Kranju in Mariboru. V karanteni so zaposleni in otroci iz 3 štajerskih vrtcev v Trnavi, Celju in Račah. Kaj? Sem rekel, da so odprte vse šole, nisem rekel, da so odprte vse učilnice. Na parih je pač zaklenjenih. Danes so drugačni cajti. Včasih, če razred ni hotel pisati kontrolke, so morali vsi špricati. Danes pa samo en kihne, pa cel razred 2 tedna prej. Problem je le, da danes obstaja internet in morajo naloge vseeno upravljati od doma. To velja tako za srednješolce, kot tudi za osnovnošolce. 5. razred je razredna stopnja, kjer so otroci že toliko samostojni, da večina lahko ob pomoči učiteljice seveda izvaja določene naloge sam doma. Ja, v primeru karantene je otrok sam doma. Edina razlika s filmom je, da se otroku v karanteni ni treba bati, da ga boste obiskala lopova, ampak da ga boste obiskala karantenska inšpektorja. Če krši pravila karantene, ga odpeljeta direktno na zagovor k Božičku. Ta pravila pa ne veljajo za otroke v vrtcu, saj ti bojda ne smejo biti sami doma. Neki zvezi s požarno varnostjo ali neki najbolj. Zraven njih morajo doma ostati tudi njihovi starši, ki pa v tem primeru občutijo posledice na svoji denarnici. Torej, obvezno zdravstveno zavarovanje je v svoji ideji namenjeno seveda zavarovanju za primer poškodbe in bolezni. Tako da nadomestilo za čas odsotnosti z dela ali pa za nego ožjega družinskega člana, predvsem otroka, seveda pripada v tistem primeru, ko je otrok bolan ali poškodovan. Ja, pravila so preprosta. Če otrok ni okužen, nadomestila ni. Denar dobiš zgolj, če tvoj otrok zboli ali se poškoduje. Nepovezana novica, po neuradnih podatkih se je število otroških poškodb med karanteno močno povečalo. Od minulega konca tedna je v Sloveniji obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Njihova neuporaba pa se kaznuje z globo. Če so na zdravstvenem ministrstvu v preteklosti delili samo priporočila, zdaj delijo še položnice. In kakšni so zaenkrat učinki novo sprejetih ukrepov? Gostinski lokali, nogometne tekme, poroke, javna stranišča. Povsod so nosili zaščitne maske zaposleni in stranke. Inšpektorji torej kršitev niso zaznali. Se me ne čudi, če imamo tako nizke standarde, da to šteje kot pravilna uporaba, pa težko narediš prekršek. Poleg tega imaš pa pred obiskom inšpektorja čas za hitre kozmetične popravke. Tudi če ste si masko popravili ali si jo nadeli tik preden je do vas pristopil inšpektor, ste se globi lahko izmuznili. Zdaj, če ljudje neskladnost na licu mesta odpravijo, preden jih inšpektor zagleda, pač to ni neskladnost, a ne? Z neuporabo maske je torej približno tako kot z varanjem. Če te nihče ne zaloti, se ni zgodilo. In tako kot pri varanju moramo tudi pri maskah vedeti, pred kom točno se skrivaš. Če je njenega jeznega moža še kar enostavno prepoznati, je to veliko težje storiti pri inšpektorjih. Zato vam dajemo par namigov. Prvič, inšpektorja zlahka prepoznate, če je oblečen v uniformo. Drugič, tudi če ne nosi posebne uniforme, je ponavadi v spremstvu varnostnika. In tretjič, inšpektor je v vaši lokalni trgovini ponavadi tista oseba, ki ima edina pravilno nataknjeno masko. Problemov z uporabo mask pa nimajo zgolj odrasli, ampak tudi najstniki, ki tega modnega hita, za razliko od šlap z nogavicami, niso prav dobro sprejeli. Se tega dosledno držite? Pač moramo se, pa da se imamo po celi šoli so varnostniki, da to pazijo, če smo z maskam pa to. In vas opozorijo? Ja. Ja. Verjeli ali ne, najstnikom bi bilo ljubše, če jim ne bilo treba uporabljati zaščite. Eni fantje so namreč mnenja, da zaščito ni enak občutek kot brez. Drugi pa poskušajo svoje sošolke prepričati, da jim ni treba nič skrbeti, da bojo pazili. Pa kaj se hihtate perverzno? O maskah govorimo, mislim, ta naša publika, mislim, to je pa. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.